Prebuja se najemniški trg. Vse več je tujcev, ki želijo življenje na slovenskem Krasu sprva le preizkušati in novo zgodbo začeti preprosto z najemom. Kot je to storila Džanna, ki jo je ljubezen do narave iz Trsta pred 7 leti pripeljala v Hrušico. Zdaj se seli v Dutovlje. Ho trovato la casa dei miei sogni. Ho trovato una bellissima casa carsica e soprattutto un grande spazio verde per finire di esaudire il mio grande sogno di poter prendere gli animali. A večina se jih odloča za najem stanovanj, kar 90%. Povprečno zanje odštejejo okoli 400 evrov, k znesku gre dodati stroškov vzdrževanja. Manj iskane so večje hiše, najem teh stane povprečno od 500 do 750 evrov plus stroški. Na Krasu se cena nepremičnin vse pogosteje oblikuje glede na funkcionalnost, ki jo neka nepremičnina ponuja. Klasična, običajna cena na kvadratni meter ni več aktualna. Ne moramo več reči, da stanovanje v Sežani stane 1400 evrov za 3-sobno stanovanje, ampak 3-sobno stanovanje v Sežani stane med recimo 90 in 110 tisoč. Povprečna starost tujih kupcev je okoli 50 let. Mnogi prodajo nepremičnino v Italiji in si s pomočjo slovenskih posojil kupijo novo na Krasu. Na obali so med tujimi kupci poleg Italijanov še Avstrijci, Nemci, Švicarji in kak Američan. Podatki kažejo, da so cene v zadnjih 8 letih tu padle povprečno celo do 45%. Trenutno se gibljajo od 1000 do 1700 evrov na kvadratni meter. Izjemoma le za najbolj iskane lokacije dosežejo 3500 evrov. Cene padajo zakaj? Zato, ker tudi, financiranje je nekoliko bolj omejeno, pa ne toliko zaradi bank, ker ne bi dajale posojil, ampak zato, ker bolj preverjajo boniteto strank, mogoče tudi nekoliko večji delež lastne udeležbe kupcev. In tu je še kopica praznih, a zaenkrat povsem neuporabnih stanovanj. Razlog? Večina jih propada v stečajnih masah. Kot je teh 215, katerih notarske prodaje je ustavilo Ustavno sodišče. Nič novega s prodajo soseske Nokturno. Družba za upravljanje terjatev bank še vedno ni postala njena lastnica. Eden od upnikov se je v postopku namreč pritožil. Prodaja ali najem stanovanj zato zaenkrat ni mogoča. Morda bo več sreče prihodnje leto, ko naj bi sosesko po sanaciji in tehničnem pregledu po tržnih cenah ponudili kupcem ali najemnikom.